Na včerajšnjih lokalnih volitvah je bila s 44% udeležba najnižja doslej. Novega župana so dobili v kar 159 občinah, med njimi jih je 133 župansko funkcijo opravljalo že doslej. Največ zmagovalnih kandidatov je bilo neodvisnih, kar 81. Med strankarskimi kandidati za župane pa jih je bilo največ 25 izvoljenih iz vrst Slovenske ljudske stranke. Največ občinskih svetnikov je dobil SDS, sledi mu SMC. V 6 od 11 mestnih občin bo potreben drugi krog volitev. V Ljubljani, Kopru, Celju, Slovenj Gradcu in Velenju pa so bili že včeraj izvoljeni dozdajšnji župani. V Mariboru med 17 kandidati nihče ni dobil dovolj glasov za zmago v prvem krogu. V drugem krogu volitev se bosta za mesto župana potegovala zdajšnji in nekdanji župan Andrej Fištravec in Franc Kangler. Fištravec, ki kandidira s podpisi volivcev, je v nedeljskem prvem krogu županskih volitev zbral 40,8% glasov, kandidat županove liste Kangler pa 17,7%. V mariborskem mestnem svetu pa bodo večinoma nova imena. Največ mestnih svetnikov bo imela lista župana Andreja Fištravca, sledi ji SMC. Maribor torej potrebuje očiščenje na celi črti in zato sva tudi v drugem krogu aktualni župan, bivši župan. Razlika je velika, to ne pomeni, da ne bodo soočenja trda, ampak treba je tudi na tak način zaključiti mariborske ustaje. Moj edini interes je, da pomagamo ljudem in da Maribor spravimo spet nazaj na zemljevid Slovenije in v Evropsko unijo in v tiste okvire in da tisto, kar nam Evropa nudi, da tudi vzamemo. In to je moj cilj, da poskušamo pomagati ljudem. Tudi v mestni občini Ptuj, kjer je na volišče prišla polovica volilnih upravičencev, bo za izbiro župana potreben drugi krog. Med 9 kandidati se bosta v drugem krogu pomerila podjetnik Miran Senčar in aktualni župan Štefan Čelan. Senčar je presenetljivo dobil en glas več kot Čelan, ki Ptuj vodi že 3 zaporedne mandate. Lista Mirana Senčarja je sicer v 29-članskem mestnem svetu dobila 8, Čelanova pa 6 svetniških mest. Ministri so se danes na Brdu pri Kranju posvetovali o pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2015. Izjav niso dajali, med drugim pa naj bi se seznanili s stanjem javnih financ in z obeti po zadnjih gospodarskih napovedih. Za zdaj še tudi ni znano, ali bodo potrebni popravki proračuna za preostanek leta 2014. Slovenija mora v skladu z novimi evropskimi pravili do 15. oktobra v Bruselj poslati osnutek proračunskih dokumentov za prihodnje leto. Evropski parlament nadaljuje zaslišanje kandidatov za podpredsednike Evropske komisije. Pred evropske poslance je stopila tudi kandidatka za podpredsednico bodoče komisije, pristojno za energetsko unijo, nekdanja predsednica slovenske vlade Alenka Bratušek. Na zelo zahtevnem zaslišanju članom odborov za energijo in okolje predstavlja vizijo o energetski uniji z ustreznim poudarkom na trajnostnem razvoju in tehna pojasnila na številna vprašanja, ki se pojavljajo v povezavi z njeno kandidaturo. Poslanci so bili doslej zadovoljni zaslišanji 15 od 20 kandidatov za komisarje in z eno kandidatko za podpredsednico. V torek bo pri nas delno jasno, na Primorskem in Notranjskem pa pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. V sredo in četrtek bo v zahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. V vzhodni Sloveniji bo po večini sončno, še nekoliko topleje bo, pihal bo jugozahodni veter. Danes v dnevniku televizije Maribor. Kdo so novi župani v severovzhodni Sloveniji? V tednu otroka so v ospredju igra in prostočasne dejavnosti otrok. 6 zadetkov na večnem nogometnem derbiju. Novice iz Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.